se kaj spremeni, ko prepišemo strukturo dotika kot odsotnega iz neke kolektivne družbene ravni na raven seksualnosti, ki je čestokrat razumljena kot nekaj intimnega. Ja, mislim, da je bistvena razlika ta, a gre za dotik v nekem javnem prostoru, javni situaciji, a za neki privatni situaciji. Ampak mislim, da se situacija konec koncev ne spremeni. Ne spremeni v tem smislu, da zopet, seksualni dotik, ki ni odobren, ki ga ne privoli drugi, ki je tako rekoč nasilen ali pa tudi dobesedno nasilen, je še vedno prepovedan dotik. Čisto preprosto rečeno, če ne gre za privolitev, gre za posilstvo na neki najbolj enostavni ravni. Mislim pa tudi, da po drugi strani, da še to poanto treba izpostaviti, da gre, tu vsemo se seksualnost, kako razumemo na Zahodu, da gre za neko fetišizacijo dotika. To gre razumeti po mojem na isti ravni kot, zdaj zelo popularne masaže v Gorici. Imate salon masažni dotik, tukaj v Perli, so zadnji. Gre po mojem za neko fetišizacijo dotika, kjer dotiku se pripisuje vedno ta preveč. To pa je zdaj to. Dotik je ta poanta. In mogoče to ni slaba točka, da izpostavim to, s čimer pravzaprav v knjigi začnem, z sliko Erosa in Psihe. Eros na eni strani bog ljubezni, bog čutne ljubezni, bog spolnosti, Psihe na drugi strani metafora za to, ker smo se v krščanski tradiciji navadili imenovati duša, nekaj kar najbolj neoprijemljivega, nedotakljivega. Eros in Psihe, tako ko gre pač legenda, sta bila ljubimca. In če dovoliš, bi prebral ta košček za intermezzo. Sledeč zgodbi je Eros obiskoval Psihe vsako noč in se z njo ljubil, a pod pogojem, da ga ni smela nikoli videti. Da ni smela videti, da je njen ljubimec bog ljubezni. Toda njuna ljubezen ni največja zaradi številnih dotikov, ki sta se jih izmenjala v njunih ljubezenskih nočeh, ampak ravno narobe zaradi nemogočega dotika, ki se razprostira med obema. Eros, bog ljubezni, spolnosti, čutnosti in Psihe, živa metafora za psiho, psihe, dušo, ne mara nekaj najbolj nedotakljivega. Dotik med obema je nemogoč dotik med čutno ljubeznijo in tem, kar smo se navadili imenovati platonska ljubezen, Psihe, ki je platonska ravno zato, ker se ljubimca v takem razmerju ne dotikata. Zoprostavim tako na začetku dve vrsti ljubezni ali pa seksualnosti, kakorkoli hočemo to imenovati. Na eni strani ta čutna ljubezen Erosa, na drugi strani platonska ljubezen. Platonska ljubezen se imenuje platonska ravno, ker sledi temu modelu ljubezni, kakšno je Platon izpostavil skozi svoje dialoge, modelu ljubezni, kakšno predstavlja Sokrat. In mislim, da eden izmed ključnih prizorov je ta iz Simpozija, kdo pozna kjero točko se referiramo, probo skrajšati celo zgodbo. Gre za to, da pač nekje na koncu Simpozija Alkibijad, Sokratov, v bistvu mladi ljubimec, platonski seveda, udre na prizorišče in začne Sokrata obtožavati, da žali njegovo ljubezen, ker je spal z njim, ampak se ga ni dotaknil. To je bila ta mladi Alkibides, metafora za erotično spolno ljubezen, na drugi strani pa Sokrat, ki se ljubimca ni dotaknil. In mislim, da tukaj ne gre za opozicijo, ampak gre za pravzaprav odslikavo enega in istega dotika, na dve ravni. In to je ta odsotni dotik. Zdaj, zgodbo peljem dalje, mogoče to kasneje, kar se tiče vloge dotika tudi prav zaradi tega sokratskega filozofskega modela, kaj pomeni dotik, kar se tiče filozofije, resnice, spoznanja in tako naprej.